Dober večer, v tej kratki video razlagi bi vam rada pokazala, kako lahko v spletni učilnici ustvarite predavanje za vaše dijake oziroma učence, če so v lockdownu. To predvsem namenjam kolegom, ki so na novo nameščeni, mogoče niso s tem seznanjeni. Torej, ko se pač prijavite z Googlovim računom v soobčine.cloud, to preverite, preglejte tukaj na skrajni desni zgoraj, imate ta krogec. Vidite, če greste gor, se vam izpiše, Tavčar, Olga Tavčar v soobčine.cloud, ali pa če kliknete gor, imate pa vse razne, če imate oseben Googlov račun, se vam lahko nehote na vašem osebnem, recimo ta moj osebni, in potem vam ne deluje, kot bi moralo delovati. Torej, ko ste prijavljeni z računom v soobčine.cloud, imate več možnost, kako pač pridete do spletne učilnice. Ali tukaj vtipkate Classroom. Jaz tukaj imam žag, da sem jo prej pogledala. Kliknete, se vam odpre, kliknete Google Classroom in pridete direktno noter. To je ena varianta. Druga varianta je, jaz navadno naredim tako, pa vam po pravici, ker mi je hitreje. Kliknem, tukaj imam, vidite, tudi pošto, torej kliknem na Gmail, se mi odpre elektronska pošta, tako tudi preverim, če sem slučajno kaj dobila. Se premaknem tukaj na 9 pik in poiščem tukaj učilnica. In vstopim v učilnico. Jaz seveda imam tukaj nekaj mojih predavalnic že odprtih. Tukaj recimo profesorica Kalčeva, ki sem nekaj ustvarila, in tako naprej. Ampak veliko bolj, recimo, če jih imate stare, lahko tudi arhivirate, vam potem pokazam, recimo, če želim arhivirati to, kar sem nekaj s učiteljico in s učiteljicama iz Repna nekaj sodelovala, torej so mi podelili v skupno rabo učilnico. Če želim arhivirati stare razrede, kliknem na 3 pike, arhiviraj, in se mi prenese v arhiv, kjer dobim arhivirane učilnice, če imam kakšno gradivo naloženo, ki bi mi lahko prišlo prav v prejšnjih let. Tukaj pod 3 črte kliknem, se premaknem na dno, imam arhivirana predavanja, vidite, in tukaj lahko potem moje stare učilnice oziroma predavalnice lahko odprem, si jih zopet prenesem na glavno stran. Vidite, premakni, se samo premika tukaj, kopiraj, se ti kopira, da imaš še enega, obnovi, če kliknem obnovi, bom dobila to predavalnico zopet na glavni strani. Če se vrnemo zdaj zopet gor na predavanja, sem tukaj na glavni strani predavanj. To so vse moje predavalnice. Kako ustvarim novo predavalnico? Zelo enostavno kliknem na ta plus, vidite, ustvari predavanje ali se mu pridruži. Vi kot učitelji vidite oboje, učitelji in profesori, dijaki vidijo samo pridruži se mu. Kliknem na plus in torej ne bom klikala na pridruži se predavanje, ustvari predavanje. In se mi je odprto okno. Tukaj seveda moram napisati. Zdaj, odvisno, kako ste domenjeni na posamezni šoli, recimo profesor, tudi učitelj, če ima lastno predavalnico, lahko napiše tudi samo svoje ime in se pač dijaki vedno prijavljajo v tisto učilnico. Recimo, jaz bi napisala učiteljica Olga. Razdelek, če želim, lahko napišem, katere predmete poučujem, recimo, jaz imam matematika, naravoslovje, tehnologija, 3 pike, recimo. Ustvari. Seveda treba malce počakati, odvisno, kako hitro povezavo imamo, koliko časa rabi, lahko rabi to več ali manj časa, odvisno pač od mreže, ki jo imamo. Ko se nam ustvari učilnica, jo imam. Vidite, se mi direktno odpre, tukaj sem že na toku. Stream, če imate italijansko nastavljeno. Tukaj, če se jaz želim, vidite, tudi tukaj predavanja, če grem zopet na predavanja, jo imam tukaj, jo vidite, in imam spoj napisano matematika, naravoslovje, tehnologija, to, kar sem jaz pač napisala, da poučujem. Torej, če kliknem zopet gor, se pridem tukaj na stream oziroma na tok.
Seveda jaz moram povabiti učence oziroma dijake v mojo učilnico. Če želim povabiti moje dijake, kaj naredim? Kliknem na osebe. Tukaj, če želim, da recimo imam še kolego, ki ima za podporni pouk ali karkoli, ga lahko tukaj povabim. Kliknem na plus, vnesem elektronski naslov, ne vem, če bi povabila kolegico, bi napisala Bruna. Vidite, imam tukaj Bruna Vižintin, se mi kar pojavi, moram paziti, da dam v soobčine.cloud, ne oseben naslov, jasno. In kliknem gor in jo povabim. Zdaj tega ne bom delala, ker drugače bo Bruna dobila povabilo, jasno. Ampak povabim in v tem primeru se mi potem izpiše, tukaj spodaj bo tudi Bruna Vižintin. Študenti. Za študente naredim podobno, kliknem na ta plus in tukaj vidite povabilo študentom. Tukaj imam seveda link, na katerem morajo oni klikati in tukaj vnesem. Lahko vnesem vse dijake skupaj, oziroma učence določenega razreda skupaj. Kako naredim? Zelo enostavno. Napišem recimo dijaki, podčrtaj, Levstik, recimo, da je to na Levstiku. Se pravi, ime šole je lahko osnovna Levstik, pika. Zdaj imamo druga A, druga B, tudi če je na Levstiku, tudi če nimate B-ja, je vseeno druga A, ker imate prva A, prva B, druga A, druga B, ne, druga A in tretja A. To se pravi, je recimo, da sem naredim tretja A, potem seveda afna vsopcine.cloud. Vidite, se mi izpiše. Moram paziti, da napišem vse, ker drugače se mi včasih moram vse napisati na vrhu. Oziroma, ko imam od spodaj, ga lahko kliknem. Moram klikniti. Kliknem in naredim povabi. In tukaj vidite, so se mi izpisali vsi dijaki, ki so v tretji A razredu. Seveda, oni so dobili zdaj povabilo, da se prijavijo v razred. Zdaj bom jaz to seveda zbrisala, ker drugače bodo oni to se prijavili v mojo učilnico. Kako zbrišem? Enostavno kliknem na to, se mi izberejo, se izberejo vsi dijaki v tem primeru in odstrani. Ali pa e-pošta bi jim lahko poslala, ampak žal naši dijaki nimajo nastavljeno elektronsko pošto, to se pravi odstrani in jih nimam več. Se mi tukaj izpiše, želite odstraniti študente, se mi izpišejo vsa imena vseh dijakov in stavim odstrani. In so pač odstrani, jih nimam več. Na podoben način je tudi seveda tukaj, ki prej nisem poslala, je za učitelje kolege. Torej na ta način pač s tem skupnim elektronskim naslovom lahko jaz zelo enostavno vpišem vse dijake istočasno, da ni treba enega po enega vpisovati. Lahko seveda, brez nobenih težav, lahko vpišem tudi samo enega. Recimo, če profesor, pomožni profesor ali učitelj bi rad imel lastno učilnico samo za enega dijaka, pač vpiše samo tistega dijaka. Napiše ime, pika priimek, kot ponavadi, in potem vsopčine.cloud. Glede dela potem, zelo enostavno, kako se potem, če greste na tok, v toku tudi, če si tukaj trenutek pogledamo, lahko prilagodite, zamenjate fotografijo, izmenjate temo, recimo tam mi ne paše grda, kaj bom dala. Bom dala recimo slovenščina, zgodovina, matematika, znanost, umetnost, šport. Drugo, da vidimo, kaj je. Nič takega. Bom dala to. Zamenjala. Ali pa imam, ne vem, eno skupno sliko vseh dijakov, lahko dam tudi skupinsko sliko vseh dijakov, ne vem, zdaj se zmišljujem seveda. Tukaj, kot vidite, vsekakor mi rabimo v glavnem spletne učilnice, za nalaganje pač nalog in podobno, tudi zato, da se lahko povežemo
z njimi preko Meeta. Če želite to narediti, morate tukaj, kjer je Meet, v tem kvadratku, svoj čas je bilo tukaj na tem glavnem oknu, morate tukaj ustvariti povezavo. Kliknete. Upravljanje povezave je vidno vsem študentom. To se pravi, da študent, ko se prijavi, vidi, drugače ne vidi. Tukaj je koda predavanja, v primeru, da bi jo želeli s kom podeliti, in pač jo boste podelili, oziroma tukaj jo lahko tudi izbrišete, če želite, tako da jo dijaki sploh ne vidijo. Izklopiš in je ne vidijo, da dijaki jo ne vidijo. Izklopi. Tako da recimo ne morejo podajati. So pa ravnokar tudi novi predpisi, ko boste odprli učilnico, boste jih tudi videli, prav glede Meeta, da če učitelj ni prijavljen, se dijak ne more prijaviti. Ne ustvarjati torej povezave za Meet vedno preko učilnice, nikoli preko koledarja. Ker če ustvarjate pač srečanja preko koledarja, lahko dijak s tisto kodo, če si jo da v spomin, ponovno uporabi. Medtem ko, če vabite na srečanja Meeta preko učilnice, je to zakodirano in dijak ne more pač to ponovno. Enkrat, ko zapustite učilnico, pazite le, da ste vi zadnji, oziroma v trenutku, ko vi se izklopite, avtomatično izklopite vse, ker ste vi organizator. To je vse. Mislim, da drugega res nimam kaj pripomniti. Če imate katerekoli druge dvome, vam svetujem, da pobrskate po YouTubu in imate 1001 razlago, tudi glede uporabe dela na predavanjih, ocene in tako naprej. Če želite se bolj poglobiti, kako to uporabiti, lahko to uporabite. Drugače kolegi, ki ste lani pač poslušali tistih nekaj predavanj, ki smo imeli v zvezi prav z Classroomom in z G Suite, lahko tudi tam si osvežite spomin, kako lahko vse to delamo. Dobro delo in lep pozdrav, nasvidenje.